Lea Sirk, zdravo. Zdravo. Dolgo te ni bilo slišati, kje si se nam skrivala? Dobro sem se skrivala po vseh obalnih zakotnih ulicah. In si moče tam iskala plesni in glasbeni navdih? Ne, jaz pravim, življenje gre gor pa dol. Če nimamo nekaj časa miru zase in pišemo nove zgodbe, tudi nimamo potem o čem pisati, kadar ustvarjamo glasbo. Tako da je bil v bistvu samo navidezno eno zatišje, v resnici sem se pa pač posvečala enim drugim področjem bolj. Sedaj pa si se nam pokazala v drugačni podobi. Ja, v bistvu malce res, v eni taki, kako bi temu rekel, disko podobi, veliko luči, veliko kostumov, veliko barv, v bistvu to, kar v resnici sem. Torej tako malo bolj kič 80-ih. Tako, dajmo to reči, tako da ko rečejo, veš, imaš dresko od 80 ali pa tako, se človek tako obleče, kot se jaz trenutno za ta projekt. Imaš rada kaj retro pridiha? V bistvu zelo, ja. Nasplošno že zadnjih par let, ker se tudi industrija obrača nekako v to smer, se mi zelo dopade, ker ima ta neka retro, kako bi se rekel, tradicija, ogromno enih harmonij in barv in še posebej sem jaz nasplošno zelo človek pastelnih barv in takih malo ubitih barv, tako da se čisto vse sklada s tem, kar imam rada. Ko sem prvič videl video za novo skladbo, začetek videa, sem mislil, da je to Donna Summer. Wow, super. In potem si bil razočaran. Potem pa si videl vse tvoje spremembe. Ja. V bistvu smo ravno to želeli na nek način povzročiti pri gledalcu, zato ker se mi zdi, da smo že vsega nekako vajeni videti, sploh ko eno osebo imamo v glavi, kako izgleda. Tukaj pa se je srbska ekipa več kot izkazala in oni so mene videli na tak način in so me samo vprašali, če si drznem in če si dovolim res vse. In sem rekla, valjda, če ne zdaj, kdaj pa. Ti me pelješ v norost, pa je naslov tvoje nove skladbe. Res je. V kakšno norost te pelje? Ja, glej, jaz pravim, da je ta beseda zelo odprta za marsikaj. Lahko je to v enem odnosu, lahko je to v nekem prijateljskem vzdušju. Jaz sem to bolj pisala direktno v zvezi z mojim odnosom s partnerjem, kako je dovolj včasih samo, da me lepo pogleda in je vse oproščeno, vse dovoljeno in popustim tudi jaz, ki sem v bistvu še kar zahtevna oseba. Boš v taki podobi, v teh ritmih sedaj tudi v živo na odru? Ja, smo že začeli, zelo delamo na tem in upam, da bodo odri v Sloveniji dopuščali, da se predstavi to na vseh možnih načinih, ker se vemo, rabiš luči, velik oder, da lahko tudi narediš kaj več na tem področju, tako da zaenkrat kaže dobro. Torej že imaš spremljevalno skupino? Ja, to je itak že stalno, ampak zdaj so mogli tudi oni v bistvu malo popustiti in v bistvu upoštevati vse napotke, ki sodijo v bistvu v novi eri. Lea, nova skladba je tu, kako pa naprej? Ja, naprej v bistvu že nova skladba je samo napovednik albuma, smo že v polnem teku, da bi album izšel v roku pol leta, ker je drugo leto tudi 20. obletnica moje kariere in zato sem bila tudi najbolj navdušena na tem, da se ta album zgodi in ti me pelješ v norosti, v bistvu napovednik vsega skupaj, kar se bo dogajalo. Bo pa se sedaj skladba zgodila tudi v našem radijskem etru. Juhu! Zato v kakšno norost nas boš peljala? Pejte pozitivno v dan, v večer, v noč, v službe, ni razlogov, da se ne bi imeli lepo, uživajte v sonce, ki prihaja in vabljeni na obalo. Pridemo. Jej! Ti me pelješ v norost in daš mi novo energijo, ko že mislim, da je konec vsega, me pogledaš in v trenutku spet sem tvoja. Zakaj bi sploh iskala dolg čas in dovolila ne okusice na svetu, ko da me bo kdaj minilo in temu bom lahko rekla konec. Naj traja do konca, dokler imam še volje zate. Naj drži me konji sonca, dokler s prstom kažem na te. Ti me pelješ v norost in daš mi novo energijo,
mi noč.